Pozdravljeni na današnji izjavi po ustanovni seji Strateškega sveta za makroekonomska vprašanja, ki je ustanovljen pri predsedniku vlade dr. Robertu Golobu. Naloge Strateškega sveta so, da na področju makroekonomije za predsednika vlade pripravlja mnenja in strokovne usmeritve. Z nami sta predsednica Strateškega sveta Maja Bednaš in predsednik vlade dr. Robert Golob, ki mu predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav. Danes smo imeli prvo sejo Strateškega sveta za makroekonomijo. Moram reči, da sem zelo vesel in počaščen, da so praktično vsi, ki smo jih k temu povabili, sprejeli povabilo. V svetu imamo, jaz upam trditi, najboljše, kar Slovenija premore na področju makroekonomije in tudi širše gledano ekonomskih vprašanj. Ravno tako sem zadovoljen, da je predsedstvo prevzela gospa Maja Bednaš, ki bo dejansko lahko zelo učinkovito povezovala ta dva svetova, na eni strani vladni svet in pa na drugi strani zunanje eksperte, in to je tudi današnja seja že pokazala. Imeli smo plodno razpravo, glede na to, da se dejansko iz časa kriz, kjer so bile javne finance nekako v ozadju, premikamo v čas po krizi, tudi po energetski krizi in ponovni uveljavitvi fiskalnih pravil, je toliko bolj pomembno, da se tej tranziciji tudi ustrezno strukturirano pripravimo in ekipiramo. Tem, ki smo jih odprli, je dosti, med drugim smo se seveda dogovorili o načinu dela, ampak o tem bo več predsednica. Sam bi pa rad izpostavil to, da smo bili strani več članov sveta tudi deležni pohval za nazaj, kar se tiče energetike, hkrati pa tudi konstruktivne kritike za naprej, kar se tiče reform, in to, da ne bomo posebej pozorni, ker se nahajamo v občutljivih časih in raje, kot da komuniciramo o konkretnih rešitvah reform, kar sicer čemu se poskušamo izogibati, najprej definiramo javno finančni okvir, znotraj katerega se bodo vse reforme tudi gibale. Z velikim veseljem bom temu priporočilu tudi prisluhnil in v resnici pričakujem, da bomo zdaj v naslednjih tednih pripravili natančno to do naslednje seje tudi sveta, kakšen je tisti makroekonomski okvir, znotraj katerega naj se reforme gibljejo, in šele potem bomo pa šli s konkretnimi rešitvami naprej. Tako da, predsednica, prosim. Hvala lepa. Najprej hvala za zaupanje. Danes smo se sestali prvič. To vlogo sem sprejela predvsem, ker menim, da gre za izjemno pomembno področje, se pravi usklajevanje, vodenje makroekonomskih politik, ki zahteva veliko pozornosti. Čakajo nas reforme, čaka nas priprava proračunskih programskih dokumentov z novimi fiskalnimi pravili. In svet vrhunskih strokovnjakov, tudi današnja debata je pokazala na konstruktiven pristop, in menim, da bomo, čeprav se lahko pogledi razlikujejo, menim in verjamem, da bomo skupaj oblikovali dobre, uravnotežene, vzdržne rešitve. Hkrati je pa zelo pomembno, da ti predlogi, mnenja pridejo tudi do snovalcev ekonomskih politik, da snovalci ekonomskih politik slišijo predloge, da se odzovejo na te predloge in da se te usmeritve, o katerih bo govora na svetu, tudi v meri, ki je pač možna, upoštevajo v dokumentih. Tako da z optimizmom gledam na nadaljnje delovanje. Dogovorjeni smo že za naslednji sestanek, kjer bomo konkretno pogledali predvsem kratkoročne javnofinančne izzive in tudi odziv, interes članov za nadaljnje sodelovanje. Debato je bil dober, tako da mislim, da smo dobro začeli. Hvala. Najlepša hvala. Če je morda še novinar, ki želi vprašanje na to izjemno pomembno temo, bo stopil sem do mikrofona, se predstavil in zastavil vprašanje o Strateškem svetu za makroekonomska vprašanja. Ja, pozdravljeni, Miha Jenko z Dela. Zanima me, ali se bo svet lotil tudi priprave rebalansa oziroma tega okvira za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. To je verjetno prvi makroekonomski dokument, ki ga mora pripraviti in sprejeti ta vlada. Pa me tudi zanima za gospoda predsednika, ali vlada že kaj pripravlja rebalans za letošnje leto. Hvala.
Če začnem, morda, ker je bilo vprašanje nekako oblikovano, če bo pripravil, svet je posvetovalno telo. V tem smislu, da daje strokovna mnenja in predloge snovalcem ekonomskih politik. Na drugi del vprašanja. Predsednik. Bom dopolnil. Način dela je tak, da vladne službe pripravijo dokumente, ki se predstavijo svetu, potem pa svet poda svoje mnenje, komentarje, tudi kritike ali pa predloge za izboljšavo. Za naslednjo sejo smo se dogovorili glede nekaterih tem, med njimi ni rebalansa proračuna, ker ni namen sveta, da se še najmanj v fazi priprave v to vpleta, bo pa program stabilnosti, ki pa v resnici pomembno vpliva na pripravo proračunov za naslednja leta in za naslednjo proračunsko obdobje. Tako da v resnici imate delni odgovor, kar pomeni, da svet bo imel svoje mnenje pri programu stabilnosti in to bo na naslednji seji, ne bo pa imel konkretno rebalansa na mizi takrat. Pri rebalansu proračuna za leto 2023 bojo druga izhodišča bolj pomembna še, ker program stabilnosti ne zajema tega leta. Hvala. Naslednje vprašanje na temo Sveta za makroekonomska vprašanja. Marko Milenković, RTV. Zanima me, če so postavljeni neki fiskalni okviri oziroma kakšni so, pa če niso še konkretno določeni, kje pričakujete, da bodo ti postavljeni? Če dobro razumem vprašanje, je to ravno tema, o kateri bo govora na naslednjem sestanku, se pravi priprava proračunskih dokumentov v okviru evropskega semestra, seznanitev članov sveta in njihov odziv na te dokumente, predno gredo pač v Bruselj in to je pomembno, pomemben naslednji korak. Razumem, a se da dobiti vsaj nek okvir, bo to veljalo, pač tako trdno, kot je bilo v preteklosti, najbrž ne bomo šli zdaj, mislim, kako daleč gre država, koliko prostora imate, sklepamo, da bo z letom, pač, da ne bo več veljalo to eksklužen pravilo, pa me zanima, koliko strogo se bo to upoštevalo glede na situacijo. Mislim, da je danes še prezgodaj za komentar na to temo, kjer se dokumenti šele pripravljajo in bo, kot rečeno, to tema prihodnega sestanka. Je pa to seveda področje Ministrstva za finance. Bom jaz komentiral vse, da se bom dovolil, zato ker mislim, da sicer bo moče napačen vtis v javnosti lahko ustvarjen. Prejšnji teden na Brdu je potekal pomemben posvet, kjer je bila debata z eminentnimi gosti ravno o tem. V teh dneh je bilo zasedanje finančnih ministrov v Bruslju, kjer so ravno o tem govorili in naslednji teden imamo svet predsednikov vlad v Bruslju, kjer bomo spet to točko naslavljali. Zelo po domače. Pravila še niso jasna, jasne so usmeritve, ki jih poskušamo, okoli katerih poskušamo najti konsens na evropskem nivoju. Usmeritve so, da je za bodoče, za fiskalna pravila veljajo nekateri novi koncepti, kot je fleksibilnost, večja fleksibilnost, kot je srednjeročni oziroma dolgoročni pogled, kot je upoštevanje specifične situacije posamezne države članice in kot je to, da v resnici bomo poskušali držati finančno disciplino znotraj nekih novih okvirjev. Ti novi okvirji bodo znani ne naslednji teden, o tem bomo tekla debata, ampak do konca leta. Prav je, da se zavedamo, da bodo ti okviri znani do konca leta in ne do konca naslednjega tedna. Zdaj 2 uri je relativno malo za vse te teme, pa me zanima, če ste se mogoče člani sveta opredelili tudi do včerajšnjega koalicijskega vrha, se pravi do napovedane dohodninske reforme in pa nepremičninskega. Pa če ste mogoče dorekli, če grejo zadeve v pravo smer. Danes je bil konstitutivni sestanek, kjer smo predvsem pogledali načrt dela teme. Opredelili smo teme, o katerih sva že povedala, da bodo teme prihodnega sestanka. Reforme pa bodo zagotovo tudi prišle na dnevni red sveta, ampak trenutno je ta kratkoročni oziroma priprava proračunskih dokumentov je tisto, čemur moramo najprej posvetiti pozornost.
Vsi smo zdaj izčrpali na to temo? Ja, povezano. Povezano z makroekonomskimi vprašanji. No, izvolite. Davčna politika. Izvolite. Ja, še jaz sem na vrstu, da postavim to vprašanje. Gospod predsednik vlade, vaš komentar še vedno prosim na 2 milijona evrov nakazanih poslov ste mogli predstaviti, če lahko date komentar, da to pač z GNI-ja se navezuje na davčno politiko. Res, to je zanimiva davčna politika. Ja, malo manj več. Ker vem, da potrebujete vsak dan znova pojasnilo, nič hudega, bom govoril tokrat malo bolj počasi. Ne, brez heca. Že v aprilu, pravzaprav že v marcu lansko leto, se je pač neka politična stranka odločila, da bo uporabljala represivne organe Slovenije, predvsem Urad za preprečevanje pranja denarja, zato da bo izvajala diskreditacijo političnih nasprotnikov na področju Zahodnega Balkana. O tem je bilo govora v predvolilni kampanji. Javnost je že takrat presodila, koliko je resnice v tem in nič se od takrat ni spremenilo, še najmanj pa kakšna nakazila. Tudi konkretni imena, ki so takrat krožila in še danes krožijo, so ista in gre za gospoda Berišaja, ki je vmes zelo jasno zanikal to, kar jaz ves čas tudi zanikam, in to je, da človeka niti poznam ne. Zelo dobro ga pa pozna prvak opozicijske, v tem trenutku stranke največje, ker je imel tudi njegovo podporo in verjamem, da tudi pomoč na volitvah. In zanikal bom ponovno, ne, nobena politika GEN-I-ja ni bila ta, da bi nakazovala denar kateremu koli diplomatu, kot navajate v vaših prispevkih. To je v celoti laž. Noben diplomat ni bil deležen nobenih nakazil GEN-I-ja nikjer. Še najmanj pa bi imel GEN-I strategijo, da bi v letih 2015 ali 2016 se ukvarjal s tem, da bi izvajal kakršnokoli politiko. Na GEN-I-ju smo ustvarjali ves čas in izključno samo posel trgovanja z električno energijo. Tako kot je preprosto dejstvo o mojem romunskem računu, nekaj, kar nekako ne pride v javnost, da je šlo za fiktivni račun, ki ga je ustvaril meni neznana oseba, z naslovom, ki je bil popolnoma napačen, pa je kljub temu bil račun ustvarjen. Tudi to ne pride v javnost, ne vem zakaj. Tako kot ne pride v javnost, da sem prijavil to ustreznim organom v Romuniji in se raje sklicujemo na to, da policija romunska nič ne ve o tem, pri čemer se dejstvo, da je bilo vse skupaj prijavljeno tožilstvu, prezre. Verjamem, da bo tudi tokrat vaše poročanje ustrezno, transparentno in pošteno glede tega vprašanja. Bom ponovil. Gre za temo, ki ste jo tudi vi osebno pokrivali pred volitvami na neki drugi televiziji, ki je bila inicirana, in temo, ki se danes v parlamentu preiskuje. Ustanovljena je bila preiskovalna komisija parlamenta Republike Slovenije, ki bo osvetlila vse zlorabe represivnih organov za namen obračunavanja s političnimi nasprotniki, ki se jih je šla Janševa vlada. Takrat boste dobili vse odgovore in je popolnoma vseeno, kolikokrat mi to vprašanje zastavljate, ker je odgovor vedno enak. Hvala. Najlepša hvala in lep dan vsem, s tem končujemo.